Živijo vsem skupaj in dobrodošli. Zelo sem vesel, da ste z mano. Moje ime je David Zupančič in danes se mi na podkastu Umetnost lenarjenja pridružujeta dve fantastični sogovornici na epizodi, ki sem jo poimenoval Junaki tretjega nadstropja. Gre za tretje nadstropje pediatrične klinike, kjer je oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, torej bo govora o otroškem raku. Z mano je danes doktorica Maja Česen Mazič, zdravnica pediatrinja, specialistka, ki je zaposlena na omenjenem oddelku, in pa Mojca Smrdel, ki je izkusila oddelek iz druge perspektive, namreč tam je bila s svojim sinom na zdravljenju zaradi raka. September je sicer mesec boja proti otroškem raku oziroma mesec ozaveščanja o otroškem raku. Boj poteka seveda vsakodnevno na omenjenem tretjem nadstropju in upam, da boste tudi vi po poslušanju današnje epizode imeli malo boljšo predstavo o tem, kaj ta bolezen je, kaj ta diagnoza pomeni in tudi kaj ne pomeni. In morda vas pustimo s kakšnim pomembnim sporočilom, predvsem tudi v luči mojega podcasta in usmeritve vsega, kar delam, z nekim sporočilom upanja in zmage. To je to, kar se uvoda tiče, in vas pozdravljam lepo še enkrat. Uživajte v današnjih vsebinah. Tako da hvala res obema še enkrat za vajen čas, za to, da ste si vzeli to popoldne, da se pogovarjamo o tej temi, ki se mi zdi zelo relevantna, zelo pomembna in taka, ki v bistvu že poslušanje, pa mogoče tudi pogovor sploh zahteva nek pogum, no, tudi kar se mene tiče kot nek očka 13-mesečne punčke. Iskreno, da odprem recimo nek posnetek, kjer piše, da se bomo pogovarjali o otroškem raku, pa sem zdravnik, pa vse imaš takoj malo nekako zadržek, ker te je strah emocij, ki jih boš ob tem mogoče najdu, in se mi zdi, da tudi o tem je zato prav, da se tudi pogovarjamo in da tudi nekako pokažemo, da se da to živeti, preživeti in predvsem se s tem boriti. No. Tako da, dobrodošli še enkrat. Hvala. Mogoče bi kar vprašal, no, kaj se dogaja v tretjem nadstropju pediatrične klinike? To je kar težko vprašanje, zato ker se v bistvu veliko stvari dogaja. To je oddelek, se imenuje oddelek za hemato-onkologijo, ne? Ja, za klinično onkologijo in hematologijo. No, kaj so te velike besede, mogoče za koga, ki se s tem še ni spoznal? Ja, onkologija se pravi je pač veda o raku pri otrocih, a ne, seveda v našem primeru, medtem ko hematologija pa mi smatramo kot benigno, ki pa gospa to dobro pozna, ker je njen mož hemofilik, recimo pač velik del samotne starevanja krvi, pa pač razne slabokrvnosti, druge stvari, ki jih moramo raziskati, ampak nimajo veze z rakom. Se pravi, recimo, če je rak v smislu levkemije, to date v področje onkologije, ne hematologije. Ja, onkologija, ja. Tako, okay. Naša otroška onkologija v bistvu za razliko od odraslih, a ne, ker razdeljen, bom rekla, solidni tumori so recimo na onkološkem inštitutu, a ne, medtem, ker v bistvu bom rekla, hematološka onkologija je pa posebej v kliničnem centru, a ne, pri nas je to vse skupaj, a ne. Tako da v bistvu je tudi obseg našega dela bistveno večji, a ne, ker pokrivamo, bom rekla, vsa področja, a ne, vključno z presaditvijo kostnega mozga. Mogoče zdaj tako zelo osnovno vprašanje, ampak vem, da ne bojo tega poslušali sploh samo zdravniki ali pretežno medicinci. Kaj v bistvu je rak? Ja, to je zanimivo vprašanje. V bistvu zgodovinsko, koliko časa so ljudje rabili, da so pravzaprav ugotovili, kaj rak je, ne? Koliko časa so mislili, da so to mogoče neki virusi ali pa neki mikroorganizmi, a ne, preden so ugotovili, da pravzaprav iztir, bom rekla, dogajanje v normalni človeški celici, a ne, ki se tako spremeni, da dejansko postane nesmrtna, ne, in samozadostna. To je kar paradoks, ne? Nekako najdeš nesmrtno stanje, ki te potem ponavadi pelje v v odraslem smislu prezgodan grob, ampak mislim, da ta splošna nekako, bom rekel, simplifikacija je napačna, ne? Ker rak se velikokrat tudi tako v laičnem smislu pogovorih, kakšnih člankih, kar uporablja to kot ena bolezen, ne? Pa je to
ogromno bolezni različnih, ki imajo zelo različne poteke, zelo različne prognoze, zelo različne simptome. Ne? In tako, ko imaš nek članek, ne vem, v kakšni clickbait reviji, kaj lahko naredite proti raku, ne? Zdaj to je ful odvisno, ti zdaj nehaš kaditi, lahko še vedno dobiš melanom, če si na soncu. Se mi zdi, da tako ta rak, ki je nedefiniran in se govori samo o raku, je tudi recimo v času pandemije, kar je mene ful motorje, da se kdaj primerjali. Lejte, koliko ljudi na svetu umre zaradi raka, pa lejte zaradi covida, kaj zakompliciramo, a ne, zaradi tega virusa. Pa. To je en virus proti, ne vem, koliko 20 plus sindromov različnih, a ne. Ja, je pa res, da to besedo sploh v laičnem svetu uporabljamo zato, ker tudi recimo pri pogovorih starših, ko prideš v bistvu prvič do njih, vidiš, da to besedo vsi najbolj razumejo, dokler vsi zdravniki, bom rekla, tako naokoli govorimo o raznih tumorih in čudnih celicah in vse, bom rekla, in pač tudi če govorimo o levkemičnih celicah, o limfomu, v bistvu noben ne razume tako, kot polk rečeš, lete, otrok ima raka in to vsi razumejo. Se mi zdi, da to je kar pomembno, da se tako pove. No. A se spomniš, Mojca, tega? Ja, se spomnim, ja. Tega stavka najbrž. Se spomnim. In se spomnim tudi, kako sem rekla butasto, ampak čudno izpadla. Ne? Ja, ima raka in potem sem jaz rekla, raka? Ja, raka. A raka? Jo, Mislim, to tako pač ne dojameš. Nekako upaš, da si narobe razumel. Ja, da to rekel, ne vem. Ne, se to je... Ne, se to je nek drugega, ampak ni, ne? Ja. Sej, to sem v bistvu ful vesel, da si tle tudi zaradi tega, da malo to izkušnjo iz prve roke dobimo, ne? Ja. Ker to najbrž človek kar malo zmrzne, ne? Ko to sliši prvič. A to si vzamejo čas, ne? Nekako s to predajo novice, ali... Ja, po mojem je tudi čisto odvisno od... pač, kakor smo prej že rekli, vrste raka. Ne? Žiga imel, na primer, Burkittov limfom, to je v bistvu zelo hiter rak, en izmed najhitreje rastočih tumorov, in ko smo mi prišli na Hemato-onkološki inštitut, je šlo vse tako zelo ekspresno. No? Niti ni bilo časa, bom rekla, kaj dolgo cajta premišljevati, pa se truditi s tem, ali bi sprejela ali ne, ker je bilo zdravljenje, je šlo... Že v bistvu prvi dan smo prišli tja, je že začel praktično terapijo. No. Te tudi osebje mogoče malo na ta način v bistvu. Meni se zdi, da gre to hitro, a je lahko to kot neka olajševalna okoliščina staršev? Najbrž je. Da je akcija, ne? Ja, tako je bila akcija. Ker najhuje pri nas, jaz sem sicer z odraslimi delam, ne? In najbolj s pacienti bogi, če mu rečeš, ja, se tam na rentgenu je bilo nekaj nespecifičnega, bomo naredili CT, pa bo se dobil čez en teden izvid. Pa doma vsak dan sedi kvaj zdaj, veš, a imam jaz pljučni rak, bom umrl. Sam čim prej naj gre naprej. Ja, to je sigurno prednost. Ne? Dobro, vse potem kasneje, naprimer tekom zdravljenja, ko pač stvari niso bile več tako urgentne, je bilo tudi v našem primeru potrebno čakati. Ne? In pač ljudje nismo več potrpežljivi, ne? Tako pač v parih klikih bi rad vse zvedel. Ne? To je po mojem tudi neka posledica tega novega načina življenja. Ampak navadiš se biti potrpežljiv z zavedanjem pač, da nisi tam edini, da poleg tvojega otroka je tam sigurno jih še nek 10. In pač počakaš to diagnozo. Na začetki pa si pravim, je šlo vse tako zelo ekspresno. Mislim, jaz tudi, ko smo bili na poti v Ljubljano, nisem niti malo pričakovala take diagnoze. Doskrat si tako mislim, naprimer, ne vem, vsaka najmanjša sprememba, tako, ko je pri sebi opazi, zmer se na najhujše pač pomisli, jaz pri njemu nisem. Jaz sem rekla, ne vem, to je zihar neka alergija ali pa ne vem, neka intoleranca na laktozo, neki. Tako da... Kako se pa to pol tako hitro, mogoče Maja tebe, mislim, da je dobila diagnozo tako na hitro? Ja, se smo videli takrat, bile skupaj, mislim, v bistvu je že radiologinja videla Burkittov limfom, pri otrocih se ponavadi pojavi v trebuhu, ne, in to je kar pogosta lokacija, doskrat so operirani kot vnetje slepiča, tako akutno, ne. In v bistvu pri Žigu je tudi se stvar, on je v ponedeljek bil še zdrav, v sredo, mislim, da ste prišli, je bila to že cela kepa, ne? Tako da ti je kar jasen, kaj to je že z tega ultrazvoka, za tega gre tudi tako hitro, ne? In tudi je imel potem precej težav, ker se te celice divje množijo in potem tudi divje razpadajo, ko začnemo s terapijo, tako da zamašijo malo ledvice in vse podobno. Tako da... To sem jaz izkusil v intenzivni enoti naši, kjer veliko delam. Sicer bolj te, kad sva se pogovarjala že, bom rekel, mejne, kar se starosti tiče, 16-18 let.
da to zdravljenje samo je tudi izjemno naporno. Ni to, da zdaj smo odkrili, glavni problem je bil, da smo to diagnozo postavili, pa bomo pozdravili, ampak da ti ta kostni mozek oziroma vse, kar se zgodi, ukrutiš kot nek center obrambe človeka ali pa skuraš dobesedno pri presaditvi. To potegne blazne komplikacije za samo. Koliko časa je pa potem bilo to zdravljenje? V bistvu zdravljenje je potekalo pol leta, no? V obliki 6 blokov kemoterapij. Kemoterapija, vsaj prve 4 so visokodozne, to pomeni, da se od ene do druge je ravno malo pomoglo, tako da smo bili doma res zelo, zelo malo časa. Potem 4, 5 pa 6 smo v bistvu v smislu kakor vzdrževalne, ti so bile pa, bom rekla, malo bolj mile, no? Tudi v smislu teh stranskih učinkov ni bilo toliko, no? Tako da je bilo tudi njemu lažje potem biti tam v bolnici. No. Če navežem na ta začetek te zgodbe še enkrat, najprej me zanima kot simptomi, recimo to bo zihar tudi zdaj koga, ki posluša, zanimalo, kako se to pokaže, ali je kakšen skupni imenovalec teh otroških rakov, ali konkretno pri njemu je bilo kot bolečina v trebuhu? Niti ne v bistvu sama bolečina. Pri njemu je bilo tako, da je po mojem 3 tedne preden sva pristala v bolnišnici, je imel kot neko virozo, no, tako. Ampak to je v parih dnevih izvenelo, ampak on si pa tako v fizičnem smislu od tega ni opomogel, no. Bil je trujen, bledikal, bil je apetita ni imel, tako. In potem se je pa ne vem, en dan, en ponedeljek zvečer, ko je šel v pižamo, sem opazila, da ima malo bolj povečan trebušček, no. Aha. Koliko je bil star takrat? 9 let. 9 let. Ja. In potem v torek je bilo to še vedno, no, potem v sredo smo šli pa k pediatrini in potem se je začela ta naša pot. No, in ta v bistvu povečan trebušček je bil v bistvu že pleuralni izliv, ne. Tako da je bilo to res že čist. Ampak tako, ne vem, v torek je on imel na primer normalno telovadbo v šoli, no. Tako, ne moreš si misliti, no. Velikrat se mi zdi, da si starš, ko dobi tako diagnozo, lahko tudi očita, zakaj nisem šel prej, ne? Ja. A je kaj mogoče, na kar si lahko pozoren, to tako nespecifične te težave, tudi če bi, ne vem, moja hčerka imela še pred 2 dneva virozo, če se tako pogovarjamo. Ja. A veš, kako naj zdaj, a je karkoli, na kar so lahko starši pozorni, mogoče Maja, je kaj specifičnega, to zdaj rečemo v medicini? Recimo, ne, specifičnega gotovnika, tudi različnih bolezni, ne, seveda vsak se, možganski tumor ima svoje, leukemije svoje, ne, bom rekla. Jaz mislim, da je tukaj predvsem, tako kot so se že prej pogovarjali, zelo pomembna ta oskrba tudi na primarnem nivoju, kjer so pri nas v Sloveniji specialisti pediatrije in moram reči, da večinoma kar zelo dobro prepoznajo ta stanja. No. Se kaže ponovadi v krvni sliki pa v izvidih? Ja, ali pa tako recimo, ko so Žigata pogledali, se on res, da je imel Burkittovo leukemijo, ne, imel tudi infiltracijo kostnega mozga, ampak krvna slika je bila normalna, ampak ona, ki je videla ta trebuh, je takoj vedela, da to pa ni nekaj čist običajnega, ne. Mi smo imeli na naši pediatriji, ker sem zdaj krožil na infekcijski kliniki, eno super predavanje o dr. Tina Plankar-Strovin, super pediatrinja, ki je imela nekaj v smislu prepoznavanja stanj pri otrocih, sploh teh zelo malih dojenčkih, pa malčkih, ki ti težko povejo. In eden od dejansko iz študije potegnenih parametrov, zelo pomembnih, zato je otrok bolan, je bil, ali starš misli, da je nekaj narobe. Ta občutek, ko starš pride pa reče, ne vem, on je bil že večkrat imel virozo, ampak ni v redu, res ni v redu, da ta občutek subjektiven je bil dejansko z raziskavo pokazan kot ful pomemben dejavnik, da starš prepozna, kdaj nekaj ni kul. To se mi zdi zanimivo. To je res, samo včasih enostavno ne pridejo čez ta sistem, ne, poznamo tudi druge zgodbe, ki so več mesecev okoli hodili. Malo je odvisno na koga naletiš, ampak se pravim, večinoma pa je zelo dobro v Sloveniji, to jaz bi kar pohvala pediatre. Ja. Zdaj, a vidve sta prav pol tem volanti se srečali, ali kaj? Midve so se popoldne srečali, ja, v bistvu tam v spremni ambulanti. Zdaj, jaz se pogovarjam, seveda, Mojca se bo gotovo spomnila, kot jaz, ampak ja, jaz sem precej direktna, tako da po mojem sem vedela, da nimam prav časa kaj razglabljati. Ker vas kaj pripravljajo, imate kakšno izobraževanje na to, kako se pogovarjati? Ne. Pol je isto kot pri nas. Ja, ampak res pa je, da prejšnja psihologinja Martina Burger, ki je zdaj v Soči, moram reči, da mi je dala najboljši nasvet v življenju, ne? In to je, da ko prideš do staršev, da znaš biti tudi tih.
ker to je ful pomemben. Ker večinoma smo zdravniki, sploh če so slabe novice, zelo nagnjeni k temu, da govorimo brez prestanka in seveda itak ti ne zmanjkaš trene, a ne? In v bistvu počakati, da starši imajo priliko vprašati stvari, pa povedati, kaj oni občutijo, je kar pomemben. Svet, ja. To si bom pa zapomnil. Ker jaz vem, prvič, ko sem držal tisti dežurni telefon v roki, pač skličem sina od enega starejšega gospoda, da je pač gospod umrl, pa ni bilo nepričakovano, je bil pač starejši gospod, smo že povedali, da je stanje slabše. Sepsa in pač sem razmišljal, kako bom zdaj jaz rekel, ne, a bom rekel dober dan, ne, a bom rekel prišlo je do smrti, a bom rekel je umrl, to se mi zelo kruto, a bom rekel se je poslovil, to je zdaj tako, veš, poetično. Kaj mi sprobam zdaj pripraviti, to ti noben ne pove, ne, ti se učiš na faksu marsikaj, ne veš, one parametre vnetja, veš, kaj je to, ne vem, levkemija, kako gledati rentgenske slike. Tudi pa res noben ne povem, točno to, pa kar govoriš, ne, ker si tako, joj, če bom nehal pa začel jokati, ne vem, zdaj bom kar vse povedal, pa da se upravičujem, pa da smo klicali žale, pa da mi je žal, pa če bo to, pa da prije podpisati to, pa sem kar nekako moraš malo staviti, to je dobro, ne. Pa dobro, to je zdaj res smrt, ne, se je tudi neka novica, kot je taka, pa najbrž, tudi se mi zdi staršu, če mu poveš nek plan, pa akcijski plan, ne, jaz sem šel v infektologijo lih zato, ker mi je toliko težko občutek, da bi nekomu rekel, vemo, kaj je narobe in ne moramo nič narediti. To je meni tako ekstremno stresno. Jaz lahko rečem, vaš oče ima sepso, dali smo antibiotik, bomo zdaj dali to, bomo probali to, bomo to, nekako takoj ponudiš plan, ki seveda lahko da ne bo dovolj. Ne, ja, sem tudi pri nas je isto nek načrt, pri večini, tu bom rekla, obstaja zelo redki, kjer v bistvu se nič ne da narediti, mislim, to je redka situacija. Ampak meni se zdi tudi pomemben, ker ta plan staršem poveš in pol daš nekaj časa in potem se moraš vrniti nazaj, zato ker pol se še vprašanja začnejo, a ne? Tako, ja. Pol ta pogovor je nekako šel v smislu akcije bolj kot... Ja, tako. Ker jaz sem tle eno stvar, ko sem pomislil, ko se bomo o tem pogovarjali, je, kako jaz, zdaj odkar imam ta malo, ne, tako se vsak dan učim in me uči, ampak kako želim vedno biti za njo kot nek podporni steber, ne, tudi recimo, ko je noč, to je zdaj nek čist benigen, se pravi, neškodljiv primer, po noči ona joka, se pritožuje, ne spi, jaz sem valjda tudi utrujena, ne vem, jo boli trebušča, karkoli. In zdaj, da nisem še jaz tam živčen in to, ampak ona ima zdaj neko stisko in pridem in jo pač mirno zibam, čeprav sem utrujen, pa sem slabe volje, pa vse, ne. In pa sem pomislil, ampak kako pa recimo obdržiš to funkcijo podpornega stebra, ko dobiš tako novico, ne. Ko bi ti rabil nekoga zdaj, da se od njega nasloniš. Ja, ne vem, meni se zdi, da to je edina stvar, ki smo po mojem starši lahko brez skrbi, ker to pač si, no. Z enega ne poznam, da pač ne bi bil, no. Da bi odpovedal, ne. Ker te rab. Ja, avtomatsko. In pol tako si še zelo, si animator, pa probaš nekaj hecnega, pa tako, pa pri meni je bilo tako, Nežiga tako je dost jasno povedal, ne, rekel, ni maru, naprimer, da bi nekaj cmihala pa jokala pri njemu, ne, kaj jočeš, poglej me, kaj jočeš, ne jočem, še seveda ne bi jokala, pa me je zjeri tako, kaj si jokala. Ja, pa se dame. Ne, res nečasna. Mislim, tako, in pol se pač proba tam animirati, ne, tiste televizije, pa ne vem, te Mr. Bean je gledal, pa tako, no, seveda, so bili, to se mu je pač dovolilo več kot običajno, ne, to moram povedati, ne, ampak so bili pa naprimer momenti, ki pa tega tudi zmoguni, ne, ki je bilo tako slabote, ne, takrat si pa bi želel, da ima eno igrco, ne, pa ni šlo. Ja, po tej terapiji, ne. Ja. Ampak to, kar si rekla, se mi zdi ful dobro, ne, to, da starši pač so taki, ker se mi zdi, da veliko se valjda govori o tem, koliko je naporno biti starš in jaz se s tem zelo strinjam, zdaj, ko imam enoletno hčerko. Ampak to ti res da nek pogum pa neko moč, se mi zdi, ker naenkrat nisi več ti pomemben, ne. Ni več, a sem jaz spal, a sem jaz spočit, a sem jaz v redu. Pa čisto en drugi operativni mod se preseliš, ne vem, to gre. In poleg tega pač, ne, Žiga ima še 2 mlajši sestrci, ne, takrat so bile punčke stare, Ula, ta mala je bila 1,5 leta in Kara je bila pa nekaj čez 3 leta, ne, tako da tam je moglo doma furati čez eno drugo sporedno življenje, ki je moglo biti tudi za njih 2 kolikor toliko normalno, ne. Ja, seveda, ja. Tako da tle so nam potem... Pa se je odkrito, tudi ste se z njim, ko so bile stare takrat? 1,5 leta. A ja, tako male. Zelo male. Ja, okay. 3-letnica je pa že vedela, da Žigata ni, pa tako, ja, pa je fejst bolan, pa tako, pa da ga morajo zdraviti. Je pa tudi na eni točki, naprimer, ker Žiga, ki je prišel v bolnico,
mislim, da 2 meseca in pol nisva šla domov. No? Tako, prvi pa drugi blok kemoterapije to pač ni zneslo. In je pa vprašala, a Žiga sploh še kdaj prišel domov? Tako da je tudi ona pač doživljala neke stiske. Ampak si pravim, tako strudili smo se, da bi pač za njih to potekalo čim bolj normalno. Ne? Pač še seveda prioriteta je bil pa on, pač opora njemu. A imate tudi predvidevam na tem oddelku kakšne podporne, v smislu psihologinje in za starše? Ja, psihologinji so in za otroke, a ne? Tudi, aha, ja, seveda. Iz tega vidika ste imeli dobro izkušnjo, kar se tega? Ja, jaz v bistvu na začetku sem kar se oglasila pri psihologini Ivani, vem, tako mi je pomagala, no. Tako, da se pač pogovoriš in ko pač v sobi nisi smela jokati, sem se pač pri njej. Ona je pustila. Ona je dovolila. Okay. Tako, v bistvu na začetku zdravljenja, jaz sem pa tudi sam konec zdravljenja tako res izredno tesnobno doživljala, no? Tako, ki je bilo videti, da zdaj je pa v redu, da pa bo, da gremo pa domov in pol tako, kaj pa zdaj bo pa spet sami, pa ne bo zdravnikov, pa ne bo sester. Kaj pa, če se bo nekaj pomembnega zgodilo, pa bomo pač spregledala, ne? Ker že prvič smo ga tako precej pozno pripeljali, tako da, ja, ampak to pač skozi preglede, skozi neke pozitivne izkušnje, ki jih imaš, se nekako tudi tu vrneš v to normalno. Sem to zanimiv pojav, to zdaj znova vidimo. Recimo, ena stvar je že to, če vmes se kaj zakomplicira, pa grejo na recimo ali v intenzivo, ali na nek drug oddelek, ali kakšna operacija, in pa pridejo k nam, smo tako veseli, da smo prišli nazaj, ne tako. Medtem, ko ta prvič, ko pridejo skozi vrata, seveda je groza, da prideš tja. Druga stvar je pa ta tesnoba, ko se zdravljenje neha, ne, ko se v bistvu, ko ta nadzor zmanjša, res pa je, da prvo leto vsi na en mesec prehajajo na kontrolo. Tako da je veliko tega, pa se počasi ta interval daljša. Ta občutek, koliko smo pozno prišli, zdaj jaz iz te zgodbe sem v bistvu dobil občutek, da je to šlo zelo hitro. Ja, da se zelo hitro vrši, vsa taka bolezen je. Ti starše, a bi mogli biti bolj prezreli pa to. Pa zmer se misliš, ne, pač imaš en občutek krivde, ne, mislim, če bi pa mogoče, ne vem, teden prej bilo pa mogoče kaj drugačne. Ja, seveda. To, mislim, to tudi ne kot samo kot starš, že kot zdravnik se mi zdi, da imaš kdaj lahko te misli doma. A je prejšnji teden že tisti malo porast vnetnih, nisem do antibiotika, kaj pa če bi ga dal na ta način. Ne. Ampak zdaj iz vidika tega, kaj bi lahko šli naredil, bi pa jaz eno tako malo vprašanje, mogoče Maja zate. A je karkoli, kar lahko naredimo preventivno starši? A je kaj, kar smo v raziskavah potrdili kot dejavnik tveganja za pojav teh malignih bolezni pri otrocih? Ne, pri otrocih dejansko ne. Seveda mi zdaj ugotavljamo vedno več, da je vsaj 10% otroškega raka je v ozadju, so neke genetske predispozicije, se pravi nagnjenost k temu, ne? Ampak to se lahko mogoče posredno ugotovi prek staršev, občasno večinoma to pri otrocih najprej ugotovimo, ampak da bi pa recimo pri otroku pomagali, da bi se, da bi jedli bolj zdravo hrano ali pa da ne bi bili izpostavljeni katerim dejavnikom okolja, pa ne, ker so drugi mehanizmi za nastanek raka pri otrocih. Aha, sicer recimo... Kot smo prej rekli, niso dosti časa na svetu, da bi to na njih vplivalo škodljivo. To mi je ful dobro stavka, da oni niso dosti časa na svetu, ker recimo, če stalno v... Tako kajenje, pljučni rak ali pa pač... To je en primer. Če starši skozi kadijo, stari starši skozi kadijo, ta otrok vsem ne bo pri 17 dobil pljučnega raka. Ne? Ja, ni rečen pa, da ne bo kot 40-letnik dobil pljučnega raka od pasivnega kajenja, takrat pa valjda ne bo v pediatrični študiji vključen. In tudi te zdrave prehrane in vse je super, najbrž zaradi drugih razlogov, ampak recimo ena stvar, ki vam je v glavi je, da so bili, ker sem bil jaz sicer po moje koncu osnovne, 12-13 let star, da zdaj pa ne imeti telefona v žepu skozi, ker to bo seval, pa bo tam ne vem kaj, pa sicer to, mislim, da tudi pri odraslih še ni potrjen, da bi telefon, ker ti imaš sevanje, ki je ionizirajoče, se to najbrž ti še bolj veš, ki ti dejansko povzroča mutacije, ki je, lahko rentgensko sevanje, pa na letalu pa to. Pa imaš pa to modro svetlobo ekranov, ki delajo marsikaj, pa lahko zavrejo sproščanje melatonina, pa slabše spanje, ampak ne bo ti pa naredil mutacijo DNA, vse tako zaenkrat. Ne, jaz mislim, da ne, V telefonu bomo prej zato umrli, ko bo vsak za svojim telefonom sedel, pa se nama več razmnoževati. Ja, celo tako. Ko bo
taka socialna izolacija, to je bolj verjeten, kot da bi raka dobil. Ali pa, kdo pogleda na avtocesti vseeno še tisti en meter. To se mi zdi, da je že tudi kakšna smrt blane. Kaj pa zdaj, če se vrnem, Mojca, na te prilagoditve, okolje je podporno glede tega, zdaj, če govorijo pa recimo izven bolnice, ne vem, kaj ti delaš tudi po poklicu, glede bolniških, glede odsotnosti, šolanja na domu, vrstniki, šefi, mogoče ta pogled. No, ja, pri nas je bilo tako, da sem v bistvu jaz vzela pač bolniško, pa bolniški stalež za njega, tako da sem bila v bistvu stalno ob njem. Mož je pa v bistvu koristite vikende, pa ne vem, kak dan dopusta je zmer tako, da sva se pač malo kombinirala, šla tudi domov. Pa tako, ne vem, jaz v bistvu imam dobre izkušnje, no. Tudi, naprimer, potem po zaključku zdravljenja, jaz službo imam v Ljubljani, no in moj delodajalec, moram reči, mi je pač že takrat dovolil delo od doma, no. Pač da mi je prišparil to pot, ker nimamo ravno malo. No, vsi potem čez pol leta smo vsi zaradi korone prišli na tako delo, ampak jaz sem imela tako že pač tam, no, tako tudi nasploh, ne vem, in šola, bom rekla, no, se je zelo pač potrudila in prilagoditve Žigi, da je lahko potem šel s sošolci naprej v razred, tudi kar se vrtca tiče za punce, no. Tako da mislim, jaz v bistvu nisem imela nekih slabih izkušenj. To je super vedeti, ja. Mogoče bi tle pol vključil še to društvo, no? Se pravi, društvo, ki se imenuje Junaki tretjega nadstropja. Si mogoče boš kar ti mi povedala malo o tem. Ja, društvo Junaki tretjega nadstropja je bilo v nastajanju, ki je Žiga se zdravil. Ja, to je v bistvu ena skupina takih zlatih posameznic in posameznikov, ki so v bistvu vsi tudi imeli izkušnjo bivanja na oddelku. Tako da vse, kar delajo in počnejo, je v bistvu iz nekih lastnih izkušenj oziroma nekega lastnega vedenja, kakšne so potrebe dejansko tam. Olajšali so pa ogromno, no, vsaj jaz, ko gledam zdaj nazaj, od tega, da pač so, kakor je dr. Česna rekla, že pač sobo zaupanja na oddelku pomagali zgraditi. To je hematološkem. Tako, to je v bistvu soba, kjer potekajo pogovori med starši in zdravniki. Naprimer, to so ti najbolj veseli, pa tudi ti najbolj žalostni pogovori, ker prej smo to se ponavadi tam po kakih hodnikih lovili, pa po sobah, pa spet, če bi otrok zdraven, pa tako. Tako da to se mi zdi super. Sobo za starše redno opremljajo z raznimi priboljški za otroke in stvarmi, ki jih starši potrebujejo na oddelku. Parkirna mesta so celo v bistvu uredili, da lahko starši, ko pripeljemo otroka na pregled, tam parkiramo. Kar se mi zdi pa tako najbolj pomembno, res in prav tako pač občudujem, to je, da so pomagali, da se je zakon spremenil. To je v bistvu ta reč, ki je določala plačilo bivanja staršev ob otroku, potem, ko je otrok bil starši od 6 let. To zdaj ni več potrebno, ker to je v bistvu plačano iz naslova zavarovanja oziroma države. Spremljevalci je pa prej mogel doplačati nekaj. Tako. Ja, če so bili otroci starejši kot 6 let. Ja. To je pa res velika zmaga. To je zelo. In to v bistvu ne velja samo za otroke, ki se na hematološkem oddelku zdravijo, ampak za vse otroke, ki so pač po bolnicah v Sloveniji. To se mi zdi meni tako. Ja, super, ja. Super. Kdaj pa je bilo to spremenjeno? Ali to zdaj pred kratkim? To je bilo zdaj pred kratkim, lani, mogoče pred lani. Aha, no, wow. To je tako zelo velika zmaga, Poleg tega se redna srečanja, v bistvu starši se, fajn je poklepetati starši, ki se poznamo iz bolnice, pa se potem ne vidiš, pa se na teh srečanjih se v bistvu ohranjajo stiki med otroki tudi. Ja. Malo tudi najbrž nimaš občutka toga, da si sam, ker si predstavljaš, da dobiš to diagnozo, kdaj že, kad ti otrok ne spi, ne vem, zaradi trebušnih krčev, si misliš, jaz sem pa zdaj edini na svetu, ki ima otrok, zdaj trebušne krče, jaz pa ne morem spati. In ko dobiš to diagnozo, pa ne vem, tudi kako je ta Burkittov limfom pogost, ampak če googlaš kaj, ni najbrž 1 na 10 otrok, vidiš, da si zadev neko napačno loterijo in pa si misliš, jaz sem čist edini, in pa ko vidiš... Ne, to je zdaj v bistvu smo rateli prav tako, bom rekla, res se je lepo z njimi srečevati,
Jaz sem tudi gledal to spletno stran, to je tudi ogromno informacije. Ogromno informacij, to je najbolj važno. Ja. Še posebno v bistvu za starša, ki pride tja, ki ne veš nič. Te zadane, kot buldožer. Nekam naprej, nekam nazaj. In to je res zbirka informacij, pogovorijo se s tabo, pomagajo ti. In meni se to zdi super. No. Še posebno mi je pa tako fajn, ker vem, da pač sodelujejo zdravniki tudi. Ne. Ja, seveda. V bistvu je to res pripomoglo, po mojem, kvaliteti bivanja otrok. Čeprav vem, tudi ta mesec to so neki z donacijami izbrali, za eno črpalko. To prenosno črpalko. Zdaj pa se zbira še za eno stvar, ki niti kot infektolog ne razumem točno, en drobilec celic ali nekaj, kaj mi je napisal Tirana, ti veš, to Maja mogoče? Ne, to je zmeri problem, nisem si tudi jaz zapomnila. To so naše višje medicinske sestre naročile. Ja, tudi za to črpalko sem jaz pol post-festum zvedla, je v bistvu za aplikacijo enega biološkega zdravila na domu. Dejansko pač medicinsko opremo, ki jo te otroci rabijo in ki je najbolj zelo dobra in moderna preko donacij, oni to nabavljajo. To pač treba reči, da ni neka firma, to je v bistvu neprofitno društvo. Tako. Se pravi, gre za prostovoljno delo in vse to, kar si zdaj povedala, od parkirišč do zakona, do teh oprem. A ja, pa tako, v bistvu zdaj šolske potrebščine so nabavili za otroke. Ja, pa tudi za sorojence, a ne? Tako. A res? Ja, mislim, res tako veliko delo, Jaz bi sam to rekla, da recimo bolniški stalež, to je velik problem drugače, če si v bolnici z otrokom, nimaš pravice do bolniškega staleža, v resnici samo ti znak, ki ga pripeleš ali pa odpeleš, ampak za onkološke bolnike, za otroke je že dolg časa tako, da v bistvu imajo starši ves čas intenzivnega zdravljenja bolniško urejeno, pač po enem posebnem zakonu. Pa šola bolnišniča, zdaj za vsakega otroka imamo sestank, ko pride šola, njegova matična bolnišnična šola in v bistvu zdravnik tam, zato da pove, kakšen je plan zdravljenja, zato ker večina jih res naredi šolo, da jim pomagamo se uskladiti. Zdaj je to bistveno lažje, ker je COVID, prej je bila to velika skrb, zdaj, ker je bil COVID, pa so vsi videli, kako se to daje, pravzaprav se noben več ne ukvarja toliko s tem. To je kar plus, se mi zdi bil COVID, da če lahko rečemo, tudi veliko firm je ugotovili, da v bistvu delo od doma je lahko isto ali pa celo bolj produktivno, če imaš možnost. Prej je bilo pa celane zbrka, kako boš ti zdaj doma, pa sam lenar. Jaz mislim, da če imaš ti uslužbenca, ki lahko doma ne dela, pa ti tega ne opaziš kot šef, pol ga imaš itak brez veze, tega uslužbenca sploh imaš. Če lahko tudi v službi več kao, spiješ pa manj delaš, to ni problem. Jaz bom pa sam to opozoril, rekel zdaj za tiste tudi, ki poslušajo, seveda kot neprofitno društvo, tudi te junaki tretjega nadstropja, nekako vse to, kar delajo iz donacije. Kakor vem, je najlažji pač poslati SMS, to deluje, junaki 5, junaki 5 na 1919, drugače pa sem videl tudi na spletni strani od društva so podatki glede tudi nakazila, donacije, in se mi zdi, da pač to je ena zelo taka lepa mala stvar, seveda vsak pač lahko da kakor mal, pa če nima, ampak če teh 5 evrov, ker zdaj vemo, da je že v bistvu ena kava ali pa 2 v centru Ljubljane, je v bistvu lahko, če je dovolj ljudi napiše ta message, dejansko še ta lomilec celic, za katerega mi je zelo nerodno, da si nisem zapomnil, ker mi ga je tako lepo opisal tudi Tiran v mailu, za kar se zbira, ampak zagotovo gre to pač res, to pa res gre v prave, bom rekel, prave roke. Zdaj pa mogoče še, če vprašam čisto pri temu društvu, ta psihološka pomoč je organizirana najbolj že strani, se pravi, oddelka, ali je še kakršenkoli drug način, da preko tega društva ali pa preko česarkoli, kako lahko kot družba lajšamo stiske, predvsem bom rekel tle staršem, zato ker se mi zdi, da otrok itak potrebuje pač starša, ki je ob njemu nekako, si rekla, miren, pa ne joka, ker se mi zdi, da to bo njega, mislim, kaj vam zdravnik lahko govori, pa pač se bo slabo počutil v zdravilah, ampak da je mama, oči, da sta pač zadovoljna, dobre volje, pa polna upanja, se mi zdi, da to največ pomaga. In zdaj si pa predstavljam, da rabiš kot starš res veliko podpore. Ne vem, a imate tudi starši vizito tam, ali se umakneš ven, pa greš do psihologa, ali kako je? Ne, v bistvu tako je, pač psihologinja je na oddelku, in ko jo pač potrebuješ, si potrkal na vrata in ti je rekla, ne vem, pridi čez pore ali pa pridi zdaj takoj noter. Kaj pa pol doma? Doma pa je
nisem čist prepričana, ampak jaz mislim, da je v bistvu pomoč psihologinje za vse tiste, ki jo želijo oziroma pač potrebujejo, na voljo, no, tudi potem po zaključku zdravljenja. Aha, prav te, ki ste se že spoznali in se poznate. Se dostikrat starši vračajo, sploh recimo tudi tisti, ki so otroke izgubili ali pa pripeljejo sorojence, če imajo kakšne težave, tako da se lahko vedno vrnejo. Tudi na pogovor. Eno stvar, ki sem hotel prej že se navedati, no, ko si govorila o tem, da je koliko 10% genetskih tudi, a so to take mutacije, ki se kakšne vidijo že v tem genetskem svetovanju, recimo, ki imajo starši preden zanosijo, ali tam se bo gledajo samo mutacije. A so kakšni paneli, ki bi testirali, recimo, če bi recimo Mojca, da bi njen prvi otrok tako zbolel, pa bi hotela gledati za naprej, a lahko gledaš kaj, kar se pol zračuna, obstajajo, mislim, so tudi te genetski paneli, ki so čisto komercialni, ki se jih lahko kup. To največ so... To jaz ne bom vedela. Mislim, tako za genetika, ne, testirati enega otroka za tako bolezen je, bom rekla, vedno izhaja, bodi si zato, ker ima tako vrsto raka, ali pa iz družinskega drevesa, ker se vidi v bistvu, da v družini tukaj in toliko primerov bilo določenih specifičnih, ne vem, veš, da so imeli raka dojke pred 40 letom ali pa kaj podobnega in potem na ta način, da bi pa kar tako generalno testirali, pa pač ne moč, ker so to preveč resne stvari, ne, za posledicami, ker tudi nekaj časa ravno za ta pač sindrom, ki ima 100% verjetnost, da boš dobil raka, ne, lifraumeni se reče, so se zelo sprašvali, a je smiselno, ker pač to so priporočila zdaj za nek screening, ki ga tudi mi delamo, se pravi preventivne preglede, ampak če ti narediš magnet glave enkrat na let, ja, vmes imaš tudi verjetnost, da boš dobil možganski tumor, pa boš pač zbolel, ne, pa ga ne bojo na tem preventivnem pregledu ugotovili. Ampak se vse in pri nekaterih ljudeh, recimo, da vejo, to povzroča ogromno tesnobe, ne, tako v življenju. A to je prav en sindrom, ki zagotovostjo veš, da boš dobil... Tako, 100% verjetnost, da dobiš raka. Kako pa je pogost? Ja, zelo redek, izjemno redek. Se pravi, to v bistvu... Ja. Zdaj to vprašanje, ne... Ena stvar, ki mi je zelo zanimiva, sem si jo zapomnil še iz faksa, je, upam, da ste zapomnil točno izraz ta terapevtski privilegij, se mi zdaj se reče. In sicer je to ena klauzula, en dopis pri delu o tem, se pravi, nudenju informacij bolniku, kjer piše, da bolnik mora dobiti vse informacije od zdravnika na razumljiv način, vedno pač brez prikrivanja. Pa imaš pa en odstav, kjer piše razen, če zdravnik oceni, da bo to bistveno poslabšalo bolnikovo stanje, nekaj na ta način, se pravi, če je neka, ne vem, starejša gospa, recimo 87 let stara, srčni bolnik, ki še nekako v domu starejših pač nekako biva, nagnjena tesnobi že 20 let in ti ugotoviš nek tumor v jetrih, ki napreduje ponavadi 6-7 let in potem človeka ubije. A imaš ti privilegij in ali imaš pravico zdaj to na ta način, ne, se pravi, zadržati zase, ker je verjetnost, da bo ona, pa recimo ni zdravljena razen neke obsežne operacije, ki ne prej upoštev, in imaš privilegij, da ji tega ne poveš, recimo poveš njenemu sinu, možu, ne, in njej tega ne poveš iz vidika tega, da je pač ne poslabšaš njenega psihičnega in konca tudi fizičnega stanja s tem. To je ena taka zanimiva, in to je mogoče na ta način tega sindroma, ne? Ali bo ta človek profitiral od tega, da ve, da bo dobil v toliko in toliko letih zagotovo raka, ali bo njegovo življenje že manj kvalitetno zaradi tega. Ja, zdaj so se tukaj smernice vsem prevesile v to, da pa se testira, ne, če sumaš na to in v bistvu, da se dela te preventivne preglede. Ja. Kako, a to je pri otrocih se že pokaže? Lahko, če so neke določene vrste raka, recimo, meni se tudi zgodilo, da me je patologinja poklicala, ne vem, ena vrsta pač sarkoma mehkotkivnega, ne, če so celice določeno spremenjene, veš, da je bolj povezan pač s tem sindromom in potem v bistvu v dogovoru starši, ne, narediš vedno genetsko diagnostiko. Ampak ta otrok je pa že imel raka? Ja, je že imel, ja. A potem narediš to, da bi za sorojence? Tako, ja, da se ugotovi, da so starši prenašalci, pa če najprej se starše testira, ne recimo spet sorojence, ampak najprej se testira starše. In v tem primeru recimo starša nista bila nosilca te mutacije, se pravi, bila de novo, potem sorojencu ne greš testirati, ne, tako, na ta način. To so kar tako delikatne stvari lahko, no. Ja, zelo. Eni pa tudi nočejo vedeti, ne, tudi to se ti najbolj. Tudi lahko, v bistvu, če vi testirate, lahko tudi zavrnejo to testiranje. Ja, na ta način, ne.
Večina pa, ne vem, tega privilegija v otroški onkologiji ni, no, starši se mi zdi, ker hočejo vse vedeti. Seveda, ja. In tudi bom rekla tako, hvala Bogu za razliko od pač interne medicine, zelo dobro vejo, kaj se z njihovimi otroci dogaja, kje zdravila jemljajo, tam ni nič, eno tam modro pa eno tabelo vzamejo, ampak točno ne vejo kaj. Najboljše, ker bolniki te starejši. Tudi pri nas, recimo, Burkittov limfom, to so grozne sheme, to teče, ne vem, koliko citostatikov, po 6-7, pač recimo v roku enega tedna, starši tam točno hoče imeti schemo, vse vejo, kako mora biti in vse je prav tako. Ja, ker te starejši nam velikrat zdravniku opisujejo, ko ga vprašaš, kaj jemlješ, prav tista okrogla, rdeča tableta, vse veste. Ker je zadnja stvar, ki jaz vem, je oblika tablete, ker jaz napišem terapijo, glede na to, kaj sem se naučil, to razdeli sestra, lekarnar, jaz nikoli v življenju nisem odprl une škatlice edemida in pol on pa, bolniki pa to ful mislijo, zdravnik pa doma vse tablete ima v glavi. Ja, pa pri otrocih je še ena dobra stvar, tudi takoj, ko se boljš počutijo, to znajo tudi zelo dobro pokazati, tako kot je Mojca rekla, tako je akcija, pa igrati se, pa tako, kar izžareva tista energija, zelo je malo tega, koliko sem bogi pa smiljenja samo vse, pa je pa res to, kar si rekla, tudi za jokanje, zelo je pa to izrazito, da ščitijo svoje starše, Zanimivo, ne? Ja, v bistvu tudi dostkrat, bom rekla, v tem smislu disimulirajo, da probajo kakšni tudi prikriti težave, ki jih imajo, zato da staršem ne bi bilo. Da bi bila mamica vesela. Ja, mi dva sem imela, na primer, Žigatom, takrat res mu hudo, in ko res ne veš, kako mu še pomagati, pa olajšaš, pa sem mu rekla, če bi lahko, bi šla na to poslo namesto tebe, Pa rekel, kaj bi bilo s punčkami, zelo punčke čuval. Mislim, to so res take globine, ki si ne predstavljaš, da jih te ta male dušce sploh plemenit fant, zmorejo. Res, Res pridejo tako. Ful lepo, Ja, pa dostkrat v bistvu te malo večji otroci, tako kot je bil Žiga, tudi če stvari ne grejo tako dobro, pa se večinoma začutijo, da se ne bojo pozdravili, Tako, kot si rekla, ker občuduješ, kakšne odločitve pravzaprav so sposobni tako sami zase sprejeti. Ok, to bom potrpel, zato da bom pač to pa to lahko doživel, tako si vse uredijo. Mislim, res se lahko veliko do otrok naučiš. Jo, tudi spoštovanje, ko lahko delate s takimi, tako res pač delam s hudo bolnimi ljudmi, ampak z otroci pa res ne bi mogel izven recimo naših infektoloških zadev, ki se ponavadi res lepo pozdravijo v parih dneh. To je res, na oddelku se res v bistvu, se pač dogajajo hude zgodbe, ampak te hude zgodbe potem potegnejo avtomatsko sabo tudi ene take zelo globoke odnose. In naprimer je hudo in pač muka je, ampak naprimer jaz, če se prav spomnim Žigom, ko sva šla te zadnjič čisto po koncu zdravljenja, ko sva šla po transfuzijo, sva odhajala proti avtu, sem jaz potem vzela telefon, pa sva se s tem telefonom malo afnala in sem rekla, kaj boš pa zdaj rekel, zdaj je pa konc, in mi je odgovoril, pogrešal bom oddelek. Jaz nisem mogla verjeti, kako boš pogrešal oddelek, Tako vem, da je nekaj, kar se čuti tam, pač te medicinske sestre, zdravniki, to je res. To je ena povezanost, ne vem, čisto mogoče banalna primerjava, ampak se mi zdi, tudi ko smo imeli zdaj to COVID 2 leti, pa smo imeli te improvizirane intenzivne enote in mi smo delali, še nikoli v življenju dobro res delam, recimo 5 let, ampak starejši specialisti, meni tudi naš profesor predstojnik rekel, da on še v življenju ni toliko delal, kot zdaj dela. In potem pa si samo čakal, kdaj bo pomlad. In potem prije ta pomlad, zaprli smo one ogromne hale. In meni iskreno, jaz imam kar tako malo nostalgičen pogled na one čase, ker si v toliko ekstremnih situacijah s temi ljudmi preživel, pa se spomniš tistih sendvičev ob 2 ponoči, pa se spomniš, ko si se od obupa kar smejal, pa tretji sprejem, ampak tako, kar šel bi z njimi še enkrat, v to v to hudo izkušnjo, težko je povedati, kako te povežejo take izkušnje. Zdaj pa, ko si rekla to, da so kar to velike in zelo težke preizkušnje, bi pa jaz tle mogoče vprašal nekaj, kar sem hotel že ful prej, čisto za generalno občutek, ker se mi zdi, da ko človek sliši otroški rak ali pa diagnozo rak, kot je te recimo rekla zdravnica, da pomisel mojega življenja je konc, to bo zdaj grozen.
Ampak čisto, koliko je v bistvu na vašem oddelku, ker otroški rak vse je bolj zdravljiva bolezen, ne? Če zdaj govorimo generalno rak kot odrasli, predvsem na račun tega, da kasneje v življenju pridejo pač ti res grozljivi raki, ne vem, trebušne slinavke in teki hitro. Ja, se tudi pri nas obstaja ta grozljiv rak, ki se ga ne da pozdraviti, recimo Gevon-Punsa je taka, ne, nažalost še zmeraj. To je možganski tumor. To je možganski tumor, ja, ki je v bistvu neozdravljiv. Ampak generalno, kako je pa s temi krvnimi raki? Mislim, najpogostejša levkemija je zdravitev zelo dobra, ne, okoli 90%, ne, medtem ko pri mieloični levkemiji je pa slabša, ne, tam je 60 pa 70%, ne, pa generalno skupaj recimo okoli 80% otrok z rakom. To je tam treba povedati, ne, da ni to samo obup, pa samo smrt, v bistvu 80%, ker jaz sem vedno si rekel, kako lahko kdorkoli na tem oddelku dela, takrat, ko sem bil na srednji šoli, ne, pa gledaš Hausa, pa te serije, ne. Pa priješ na vaje in se spomnim tam tudi pa te kontrolni pregledi, kot si rekla, da pridejo pol nazaj se pokazati, pa so vsi srečni, pa tam malo lušni, pa malaske že, pa mislim tako, da to so tudi ful lepe zgodbe. Ne? Ampak se tudi, recimo za mene, ko sem bila specializantka pediatrija, ne, ko nisem vedela, da delam na tem oddelku, je bilo tudi vedno, ko si poslušal poročanje, sploh če si bil dežuran, tako hematomko groza, ne, upam sam, da ne bo nič narobe, ker itak pol stvari tam nisi niti razumel, ful je nekih zdravil, ki jih ne poznaš, nekih zapletov, ki so pač totalno bizarni, tudi za zdravnika tako, ne, in bom rekla, recimo tudi, ko je Žiga prišel, ne, in potem, ko je bil res v groznem stanju v enem vmesnem obdobju, ampak ti potem, ko si onkolog, imaš te izkušnje in veš, da se bo to popravilo, ok, mogoče bo treba dializo narediti, mogoče to, ampak veš, da se bo to zrihtalo in da boš tega pacienta pozdravil, ne, za nekoga od zunije pa tako, Marička sveta, pa se da pa kaj sploh naredita, ne. Ja. Tako da, to je kar izziv. Jaz vem, da sem pač vse te slabe novice, ne, ko so pač zdravniki hodili, ne vem, pa to je, pa to, pa tle se je zakompliciralo. Prvo sem vprašala, je to po pričakovanjih? Je, v redu. Mislim, dokler je pač v nekem okviru, ki je obvladljiv, v redu, bo v redu z njim. In pol dejansko se je res zmeraj izkazalo, da je šlo res na bolje. Tam, da ni nekaj nepričakovanega, novega, slabega, ne na ta način. Ampak to je tudi, se mi zdi, pri odraslih, da si tako rečeš, ja, zdaj pa od tega te bakterije v krvi se je zdaj pač zgodil še endokarditis, se je usedla še na srce in ne bo vprašal, kaj je zdaj prognoza, kaj se bo zgodilo, ampak najprej, a to je pogosto, ne. V smislu, da če je pogosto, pa mi to več vidimo in več znamo, ne, ven noče, da pride noter, nekdo pa reče, prvič v življenju vidim tole, kaj imaš ti, res je zanimivo, lahko članek napišem na ta način, to je lahko stresno. Ja, je pa res, da v bistvu otroški rak je nasploh redek, manjka 1% vseh rakov, ne. In tudi znotraj tega je toliko različnih bolezni, da je pravzaprav vsak pacient, ko mi rečemo butičen, ne, pač vsakega se moraš posebej lotiti in težko reči, da imaš kar nekaj, vse so standardni protokoli, seveda mednarodni, po katerih zdravimo tudi otroke pri nas, ne, ali pa so celo v študijah aktivno vključeni, ampak še zmeraj. Tudi tam vse ne piše, kar se lahko zgodi. Ja, mislim, se to stalno izobraževanje v medicini se mi zdi zelo prisotno, ampak hematologija, pa tudi jaz sem na odraslih hematologiji krožene, se mi zdi, da to so pa sploh eni akademiki in strokovnjaki in načitani ljudje, ne, in jaz se spomnim tistih sestankov jutranjih, ko tam sediš pa uspri to pa odprejo neko sliko nekih celic na tistem računalniku, ki meni nič ni jasen, pa lej to celico pa en drug, wow, ne, tako so čisto noter v to in ful vejo in ful znajo, ne, in tudi je bilo tako. Ja, samo mogoče to je ena res hematologija, jaz sem tudi bila 8 mesecev kot sekundarij, ampak sem se odločila iz istih principov, tako kot ti pravi, sem rekla, ok, kam je bilo na fakulteti najmanj jasen, hemato pa revma, to je bilo tako, kle nič ne razumem, ne, in pa sem šla na hemato ravno z tega razloga, no. Ampak mi je bilo že tam všeč, čeprav moram reči, da recimo glih odrasla hematologija, to dostikrat rečem, ne, je tudi kar stiska, recimo tam pa mlajši odrasli prihajajo, ne, ki so zelo bolni in ima svoje družine, pa vidiš, kako izgleda, če je mama bolana, pa ima doma otroke. To je pa tam, ja. Ne veš čisto dobro, katera situacija je lažja, ali pri nas ali tam, se kar težko odločiš. Ja. Se pa tudi dogaja, da je, ne vem, 2 meseca pa pol bolenci, si predstavljaš, pa 2 otroka doma. To so... Ja, pa pač tudi umrejo, ne, pa otroke doma tako, vidiš tudi te stiske, ne, bom rekla, je vse težko, no. Nisem pri nas najbolj grozen. Ja, to je, bil ta pogled, ne, ker si misliš, otroška hematologija v življenju ne bi delala, pa vidiš prvič te procenti ozdravitve, mislim, da so tudi nižji pri odraslih, ne, kar pomembno nižji.
Ja, in drugič to, kaj potegne pol, seveda tudi smrt starša, ne, za sabo. Mislim, pri nas se mi zdi najlažje za zelo majhne otroke, ne? Tako, kot si prej rekel. Oni res rabijo starše in če je starš tam, je za njih pač to ok, nima tisto trpljenje in pikanje in to je ful naporen, ampak dosti za teh majhnih otrok vidiš, da je to kar njim kot en drugi doma, ne? Najtežje po moje za najstnike, ne? Oziroma te, ki so mlajše odrasle, ne? Tiste pa, jaz imam sicer te paciente najraje, ampak je tudi najtežje za te, ker sploh recimo tam 13, 14, 15, ne, tam pa moraš biti tudi z bolnikom zelo iskren. Jaz recimo Žigom nisem rabila to govoriti, ne, so bolj starši povedali, kot starši, ne. On je pač rabil informacije od njih, ok, pač kaj se dogaja, to bomo uredila, ne, ampak je pa en večji, pa hoče vse vedeti, ne, in tudi ima zelo direktno vprašanje, in tam pa nimaš nekega prostora. Pa tudi eno obdobje, kjer mu ni dovolj, da se zdaj tam z mamico odlaži. Ja, seveda, tudi to vse se jim podreja, ne, ti bi rad šel ven, rad bi imel družbo, sošolci izgledu tako, a ne vem, počel te stvari, seveda. To je res... Ja, tako da se mi zdi ti, tako ko rečemo, AJA pacienti, mi adolescent pa young adults, ne, so v bistvu res tako najbolj, bom rekla. Kjera skupina je pa najpogostejši? Ja, najpogosteje od nič do pod 5 letom starosti, a ne, pol pa spet drug vrst so pa te v bistvu najstniki, a ne. Ja, no, jaz v bistvu Žigatov, ne, jaz mislim tako, če lahko dodam, no. On je mene v bistvu, on je pač vedel takrat, da je tako fejst bolan, pa da morava biti tam, pa da ga pač doma ne moramo pozdraviti. In me je po mojem čez kako leto vprašal šele, a jaz bi lahko umrl. Ja, pač če ne bi šli tja in te ne bi pozdravili, bi najboljš umrl. Ja. Tako da takrat se reka, kaj si pa takrat mislil? Ja, da sem, mislim, da ni razmišljal od tega, ne? To verjetno potem kasneje začne. Da je bolan, je mislim. Ja. In vse meni še vedno sem pod vtisom tega, da je rekel, ne moreš mamica ti zboleti, kdo bo pa za punčke skrbel, ne? On bo zihar kavalir postal. Pogumni so, no. In tudi to, ja, to razmišljanje, mogoče bo umrl, se mi zdi, da on pač, če čuti neko podporo starša in to zaupanje otroka, ne, da je vse v redu, da že v osnovi, že ko so mali, ne, ko jim, ne vem, počneš tudi doma kaj jim ni všeč, pa jim vlečeš iz noska s tistimi aspiratorji, pa to je zdaj zame ful aktualna tema, ki je bila lihta mala prehlajena in joka in jo boli in jo mot, ampak tako, ko nehaš se stisne k tebi, ne bo zdaj ona, ti si pa zdaj me izdal, pač, se mi zdi, da na nek način čutijo, ne, da si ti na njihovi strani vedno. Tako je, no ta ful lepa zgodba mi je to, no, s tem zmago in tudi s tem poslovilnim, da bi mogoče šel še malo nazaj pogledati. Kar je mogoče vse razumljivo, ne, ker si take ekstremne situacije deliš z nekom, da se tudi malo navežeš, ne sam. Mislim, jaz sem imel bratranca v intenzivni enoti pediatrične klinike, ko je bil star 1 let, še manj 8 mesecev se mi zdi, zaradi ledvične odpovedi, HUS, no, redek sindrom ob eni bakterijski okužbi. In vem, da potem, ko je bilo tudi blazno stresno naporno, pa je šel pa na navadni oddelek pediatrične iz intenzive in so hodile sestre ga gledati tele iz intenzive, tako vsak dan malo, pa so tiste iste igre, no, boš vzel kartico, boš dal nazaj, tako ne, ful mi je bilo sploh dobro, ker je on bil to boljši, veš, pa se je smejil, pa tako, in mi je bilo ful lepo, ne, kako so in tako sta bila oba vesela z mamico, da so prišle ga pogledati in tako, no. To so take ful lepe zgodbe. Ja, to smo tudi mi veseli, če pridejo na oddelek pozdraviti, recimo sploh, če hodi v komu drugemu ambulanto, nekoga že ful časa nisi videl, si zmer vesel, če kje srečaš. Ja. Jaz sem to res, ko v bistvu na oddelek, ne, se pač vrnejo tisti, ki se jim ponovi največkrat. Ja. Ti, ko pa vzdravijo, jih pa praktično, če ne greš malo tja, ne vidijo, ne. Sploh te sestre, ki so res na oddelku, niso ambulanti. Tako da so bile zmer zelo vesele, ja. Ja, super. Mislim, meni je bil drugač tako, kar se našega pogovora tiče, tako eden najlepših pogovorov, da je to res tako, sem imel malo solzne oči in to res tudi povej Žigatu, no, da sem velik fan. Že po tem pogovoru. No. Zdaj, ne vem, bi še kakšno temo načel odprl. Tako se mi, zdi se mi brez veze nekaj umetno podaljševati, ker smo se mi zdi ful dobre stvari pogovarjali. No. Se sploh ne spomnim. Ja, sploh se ključno. Boste poslušali, pa boste se spomnili. Jaz bi sam še enkrat za konec tudi rekel, da definitivno sem priporočam, da se tudi malo pogledajo
tole društvo na Junaki tretjega nadstropja, ker se mi zdi, da take iniciative pogumne in lepe je treba pač podpreti. No. Če ne drugega, tiste ene SMS, Junaki 5 ali pa pač, da se odpre to društvo. Če pa se kdo znajde, seveda nobenemu ne privoščiš, ampak če se znajde v tej situaciji, da tudi ve, da ni brezizhodno in da ima tudi to zavedje, ne? In to podporo in da ni sam, ne? Ker se mi zdi, da velik strah ljudi je velika, da zdaj bom pa sam rato, ne? Otrok, staršev, starejših, tako. In dejansko, no, kot sem jaz danes dobil vtis, res imate tam, ker se mi zdi, da niste zelo prepuščeni samemu sebi, ne? Na ta način. Ja, prav, pa jaz še enkrat najlepša hvala obim sogovornicam, meni je bilo to res lep pogovor in se zdaj že veselim, da prijem domov, pa še enkrat si ga spustim in poslušam. Tako da hvala za vse. No. Hvala tudi tebi za povabilo.